Ja, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, en lep pozdrav. Zdajle v tem trenutku še z našega studija, potem pa gremo na terenu podjetje Kova, zadnja sreda v mesecu je, ampak seveda še prej v našem studiju pozdravljam našega gosta. To je gospod Dušan Horvat, predsednik krajevne skupnosti Frankolovo. Dušan, pozdravljeni. Dober dan. Dušan, zdaj kmalu se pri vas obeta ena zanimiva, lepa, prijetna prireditev, ki jo vozite že 28. leto. Ostanimo prijatelji z naslovom, s takšnim, kot bi nam moral potrkati na srce, a ne vsakič, ko ga slišimo. Dušan, bova sicer govorila tudi malo o krajevni skupnosti Frankolovo, kaj počnete, kakšne recimo investicije se pri vas obetajo. Ampak najprej, Dušan, dajte malo povedati o prireditvi Ostanimo prijatelji. Gre za tradicionalno prireditev, ki jo Frankolovčani, pa ne samo Frankolovčani, tudi širše dobro poznajo in radi obiščejo. Ja, lep pozdrav v mojem imenu. Ja, res je, prosvetno društvo Anton Bezinšek letos organizira že 28. tradicionalno srečanje narodno-zabavnih ansamblov pod imenom Ostanimo prijatelji. To je res tradicionalna prireditev, katera v naš kraj privabi veliko teh ljubiteljev narodno-zabavne glasbe. In letos je ta prireditev v nedeljo, 3. marca ob 16. uri v telovadnici osnovne šole Frankolovo. In jaz pričakujem lep obisk, dosti ljudi, tako kot vsako leto. In tudi ansambli so zanimivi. Ja, kaj imate recimo? Kdo bo nastopal? Vse žurerji, vidim pa Savinjski kvintet, Vižarji, Mladi Pomurci, Navihanke, Eurokvintet, ansambel Jureta Zajca, Gorenjski kvintet. Glavni gostje pa so? Glavni gostje so skupina Gabi. Sicer so že enkrat pred leti, praktično, ko so pričeli to svojo kariero, bili na Frankolovem. In letos smo uspeli, da so gostje na naši prireditvi. In tudi zaradi njih sem prepričan, da bo veliko obiskovalcev prišlo na Frankolovo. Imamo tudi ta prireditev je tudi značilna po tem, da vsako leto menjujemo te ansamble. In 2/3 ansamblov vsako leto, drugi, ker nima smisla vsako leto iste ansamble. Potem je tudi prisoten tu humor, poskrbimo za na sredini prireditve nekje humor. Letos je to Pohorski klatež in sama vodila bo pa to prireditev Alija Tihle-Hren. Tako, čudovit paket imate, tako voditeljica, humor, glasbeni gostje, razlog za uspeh. Povedati še moram, da to vsebino tega, to se pravi ansamble, vsako leto pač določi ali izbira Tone Gregorc, dolgoletni član našega društva, znani pevec in moram povedati, da je zelo uspešen pri izbiri teh ansamblov. Ker to ni enostavno, ne? Ni enostavno, ker ni samo trio, je treba pridobiti tudi kvintete, da je zanimiva glasba. In tu je res, Tone je zelo uspešen in vsako leto pač izbere takšno vsebino, ki je pač primerna. Naredi super izbora, ne? Kako dolgo pa prireditev traja, naprimer glede na to, da je 2, 4, 6, 8 ansamblov, 9 ansamblov, vmes še humor? Vidite, to je tako. Tako ali tako, vem, da hitro mine, ne? Ja, hitro mine, če je dobra prireditev, lahko traja malo dlje časa, ampak traja približno 2,5 ure. Ampak po moje sploh ne vejo, da je to 2,5 ure. Včasih nekdo reče, je bila predolga, nekdo pa reče, če je dobra prireditev, lahko traja 3 ure. Tako, je vedno prekratka, ne? Ja, res je. Torej, v nedeljo 3. marca ob 16. se vse skupaj že začne, ravno zato verjetno tudi malo zgodnejša ura, ne? V večnamenski dvorani Osnovne šole Antona Bezinška Frankolovo. Letos prireditev se upada s pustom. Sem vas malo pohecala, ne? Boste tudi malo norčavi, šegavi, ampak zanimivo, ne? Najprej ste imeli prireditev ob koncu marca. Koncu marca smo imeli to, mislim, da 20 let. Zadnja leta pa imamo prvo nedeljo v marcu. Vedno prvo nedeljo v mesecu marcu. Prvo nedeljo v marcu, razen če pride takrat velika noč. To, ker se to prazniki spreminjajo. Imeli smo vedno zadnjo, potem so bile te prireditve v okviru materinskega praznika, potem smo pa na prvo, pa mislim, da je to v redu. Ljudje si vzamejo čas,
lažje, mogoče letos je izjema, ker ni zime, ne? Ja, ja. Drugače pa konec marca je že bila Je pomlad. že za zunaj marsikaj narediti. Tako kot danes. Ja, tako kot danes in v teh dneh, ko imamo že 19-20 skupin. Jaz bi še samo to povedal, da je predprodaja vstopnic, Ja, kje? je gostilni Turist, pizzerija MC Višnja vas in bifet Jack Frankolo, tako da lahko obiskovalci prej si zagotovijo karte, so tudi cenejše. Ja, koliko stane karta? Karta v predprodaji stane 9 evrov, v redni prodaji pa 12, tako da se splača, splača prej. Tako. Če je več obiskovalcev, mislim, če je večja skupina, se splača prej. Ker hitro prihranimo in se imamo fino. Karte torej so na voljo, lahko jih torej prej kupijo, eventualno tudi na dan prireditve. Kako pa, recimo, se imate drugače kaj na Frankolovem, poleg te prireditve, ki je, verjamem, ogromen zalogaj, organizacijski, zahteven, ampak zdaj v 28 letih ste verjetno že kar dobro upeljani, čeprav vsako leto verjetno kaj novega. Na Frankolovem pa drugače, kaj se kaj dogaja? Slišimo, da boste imeli kmalu nov vrtec. Ja, tega vrtca si želimo na Frankolovem, to je dolgoletna želja krajanov našega kraja. To traja že kar leta in leta, ker imamo sedaj vrtec v dveh prostorih, to se pravi v tem vrtcu, ki je v Grešinskem parku in v stari šoli, osnovni šoli pri cerkvi. To niso najbolj primerni prostori za te mlade, za mladino. In dolgoletna želja je bila, ampak vse enkrat pride na vrsto. In tako smo mi tudi letos v proračunu je predviden začetek gradnje tega vrtca. Izgradnja bo trajala letos in drugo leto. Jaz upam, da bomo to investicijo prepeljali do konca v takšni finančni konstrukciji, kot si predstavljamo, čeprav razpis še ni objavljen. Ko je razpis objavljen, se vidi, kakšne so cene. Poleg tega vrtca bo na tem kompleksu, to se pravi vrtec bo stal poleg telovadnice in osnovne šole, Antona Bežniška Frankola, to se pravi poleg šole, kar je tudi najbolj smiselno. In zato se tudi zraven vrtca bo gradila tudi v okviru tega kompleksa tudi skupna kuhinja za šolo in vrtec, skupna jedilnica za šolo in vrtec in nov energent, to se pravi korilnica, ki bo tudi pravzaprav za 3 prostore. Vrtec, telovadnico in osnovno šolo. In sedaj imamo energent, ki je precej drag in je to neobhodno potrebno zgraditi. In prav zaradi tega je tudi investicija malo večja. Pa imamo tu predstavitev ceste dostopne iz glavne ceste do mimo šole, predstavitev vodotoka, predstavitev napeljave, to se pravi je daljnovod. Je kar nekaj zadev, ki jih je treba v sklopu tega in je finančna konstrukcija za to malo večja. Jaz upam, da ne bo, čeprav so cene v gradbeništvu zdaj kar visoke, in vsi na občini z županom na čelu upamo, da bomo uspeli z nekimi v okviru teh, če ne pa, se vede, kako je to. Kaj pa ostalo, kaj se še dogaja na Frankolovem, recimo, kako se kaj imate? Imamo se v redu, to se pravi, zdaj je tudi nova sestava članov sveta krajevne skupnosti. Dobro sodelujete, ste že imeli kakšni? Smo že imeli, smo že konstruirali in smo že imeli prve seje. Mislim, da je tudi pomladitev imamo v svetu krajevne skupnosti in so istočasno ti fantje tudi člani občinskega sveta. To se pravi, da je ta zadeva... Poznajo vse zadeve, ne? Sicer nekateri malo manj poznajo, ampak se bodo naučili, seznanili. Potem društva dobro delujejo v kraju, vsa društva od gasilskega, od turističnega, talona, športnega, mladinskega društva. Mladinsko društvo tudi dobro deluje, upravljajo tudi z bazenom, kar ni mačji kašelj. Absolutno. Upravljanje bazena je zahtevna zadeva, ker je to je, moraš zadostiti vsem tem pravilom, ki ga inšpekcije zahtevajo. Vlaganja so kar velika, kakšnega posebnega prihodka pa ni. Letos upam, da bomo tudi uspeli za rebalansom v občinskem proračunu zagotoviti dodatna sredstva
ne samo za obratovanje, ampak tudi za vzdrževanje bazena. Ker to so ogromni stroški. Če vsako leto ne vlagaš v takšen objekt, je potem problem. In zdaj smo se dogovorili, da bomo pač to v naslednjih letih sproti lepo. Marsikdo pravi, bazen ni rentabilen, ampak to ni res. Ne moreš gledati cena na denar. Družabnost je tista. Družabnost, tam se srečajo, mislim, se zbira mladina in to ne samo iz našega kraja, tudi iz drugih se pridejo kopati na naš bazen. Potem je tam bifejn, je neko stiščišče, druženje mladih in to je zelo pomembno. Tako da to je. In imamo pa dosti dela tudi na vzdrževanju makadamskih cest, asfaltnih cest. Še vodovode bomo gradili, čeprav ima Frankolovo ogromno vode. Še je vedno potreba po določenih, priklopih ali pa vejah, ki jih moramo še zgraditi do Belega potoka, do Lindeka in tako naprej. Dela je dosti, denarja pa bo tudi dosti, če bomo imeli voljo. To mi je všeč, da niste rekli, denarja pa ni, ne vem, ne bo navratalo. Čeprav je treba obrnati ga je treba pravilno. Potrpeti, če ne letos, drugo leto in nekateri so malo nestrpni. Neučakani, ne gre vse naenkrat. Ja, to je to, ne. Vedno je življenje, tako da pač prideš na vrsto malo dobre volje, pa gre, ne. Pa gre, tako, zelo dobro. Evo, in s takim načinom vodenja verjamem, da je prijetno živeti, sodelovati in lahko ste tudi uspešni na tak način, ne, ampak ne pozabite pa na tisto povezovanje, to je pa ključno, ne. Jaz vedno pravim, da če bomo sodelovali, če se bomo slišali, če bomo z dobrimi nameni se lotili projektov ali pa kaj se vem, vsega tega, moram priznati, da dobro sodelujemo in z osnovno šolo Antona Bezniška, z župnijo Frankolovo, ker je tudi župnija Frankolovo tudi takrat bila pač ne primorana, ampak toliko je imela posluha, da je tudi zemljo prodala za ves ta kompleks, ker za tem vrtcem še pride grejeno igrišče za šolo. In to je bilo potrebno kar dosti zemlje in jih je župnija Frankolovo to pač prodala in zaradi tega smo tudi lahko na tem kompleksu to delali. In to je zelo pomembno, da vsi dobro sodelujemo in če vsi dobro sodelujemo in z občinsko upravo, z županom na čelu, mislim, da ni večjih problemov. Se da nekaj narediti, ne, tudi. Ja, pa to je normalno, če se kregaš, pa slaba volja. Trpijo vedno tisti, na tretji strani, ne, potem. Na tretji strani, pa krajani potem niso zadovoljni, ne. Vse tako je to. Mi smo zaradi krajanov tam, ne, da bomo pač uspeli ali pa poskušali čim več teh zadev zagotoviti, da bo tudi zanimivo življenje v kraju, da bodo polni vrtci, da bo polna osnovna šola in tako naprej, ne. Potem bo tudi trgovina in vsi ostali, kar je tam. Pa vse šlo. Pa bo vse šlo, ja. Dušan, hvala lepa za tele besede, drugače pa dajva še enkrat povabiti na 28. srečanje, torej ostanimo prijatelji, zdaj bo tukaj 1, 2, 3 pa bo nedelja tu, 3. marec. Povabite naše gledalke, gledalce, naj pridejo, naj si vzamejo nekaj časa, dobri 2 urici, torej za eno tako prijetno sproščeno druženje. Ja, jaz vse skupaj povabim v nedeljo 3. marca ob 16. uri popoldan v telovadnico osnovne šole Frankolovo, osnovne šole Antona Bezniška Frankolovo, na našo tradicionalno prireditev 28. po vrsti Ostanimo prijatelji. Prepričan sem, da boste, ko boste zapuščali Frankolovo, odšli iz našega kraja zadovoljni z dobrimi občutki in da se še večkrat boste vrnili na Frankolovo, na to našo prireditev. Tako, na prireditev, poleti na bazen in na razne prireditve, ki jih še pripravljate, ne? Na razne prireditve, ki jih naša društva organizirajo. Pridno organizirajo, ja, res je. Jih imamo večkrat tudi tukaj in izjemno lepo sodelujete, tudi sami povedo. Dobro, hvala lepa Dušan Horvat za tale obisk v našem studiu. Se vidimo v nedeljo, pa tudi drugače na Frankolovem. Še preden bi pa se poslovil, bi pa nekaj sem pozabil. Povejte. Te prireditve mi ne bi uspeli organizirati in tako dolgo tradicijo pač, da se nadaljuje ta tradicija brez donatorjev, ki nam vsako leto, to se pravi večina, 70-80% istih donatorjev, leta in leta, ki nam stojijo ob strani. In hvala vsem, ki
nam pomagate finančno in na kakšen drugi način pri tej prireditvi in upam, da bo takšno sodelovanje tudi vnaprej. Tako, se pridružujemo vsem željem in zahvalam tudi mi. Dušan, hvala lepa še enkrat za obisk v studiu, vse dobro in se vidimo kmalu. Srečno. Hvala za vabilo in še kdaj. Z veseljem. Ja, hvala. Tako, toliko torej o Frankolovem. Pridite torej na 28. prireditev Ostanimo prijatelji v nedeljo, kot ste slišali ob 16. 3. marca v večnamenski dvorani Osnovne šole Anton Bezenšek Frankolovo. Toliko iz našega studia, zdaj pa gremo na teren v podjetje Kova in nadaljujemo od tam. Srečno. Kot je že v navadi od začetka naše letošnje sezone, vsako zadnjo sredo obiščemo podjetje Kova in tako smo storili tudi danes. Danes smo obiskali Simono Karo Gajšek, vodjo področja tehničnega varstva, s katero pa bom govorila o zanimivi temi in sicer o gradbenem zakonu. Dober večer, lepo pozdravljeni. Dober dan. Kar nekaj novosti verjetno prinaša uveljavitev gradbenega zakona, ki so pa katere? Tekom predhodnega leta smo dobili nov paket nove gradbene zakonodaje. Šlo je več zakonov, med drugimi ta gradbeni zakon, o katerem je toliko govora že bilo, in sicer skupaj z zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti, zakonom o urejanju prostora in pa tudi z nekaterimi uredbami, podzakonskimi akti, pravilnikov o vsebini, podrobnejši vsebini obrazcev za pripravo projektne dokumentacije, uredbi za zahtevnost objektov. V novembru leta 2017 je bil objavljen v Uradnem listu, a ne? Tako, gradbeni zakon je bil objavljen novembra 2017, v veljavo pa je stopil s 1.6.2018. No, katere poglavitne spremembe pa je prinesel nov gradbeni zakon? Gradbeni zakon prinaša predvsem spremembe na področju priprave projektne dokumentacije, na področju vodenja samih postopkov, bistvene spremembe, ki so pomembne za investitorje na področju legalizacije samih objektov, predvsem pa podrobnejša vsebina projektne dokumentacije, ki je vezana na same projektante pri izdelavi, vsekakor pa tudi precej, bom rekla, novitet za skrajšanje postopkov, ki jih vodijo pač upravni organi. V nadaljevanju tudi o legalizaciji objektov. Gospa Karo Gajšek, na kak način recimo jih je možno legalizirati po tem novem zakonu? Ja, legalizacija je možna, mi rečemo, po dveh različnih členih, po 114. po 117. členu. In sicer omogoča pač vsem investitorjem, ki ne izkazujejo na podlagi izdanih odločb legalno ali skladno gradnjo, takrat je pač možno v roku 5 let od sprejetja gradbenega zakona legalizirati pač obstoječe objekte in pa tudi za tiste objekte, ki nimajo gradbene odločbe ali se niso popolnoma skladni z prostorskimi akti, jih je možno pač legalizirati na podlagi tako imenovanega oziroma pač 117. člena, kjer je možno pridobiti potrdilo o obstoju objektov, se pravi vsi objekti, ki so bili zgrajeni pred letom 1998. To so objekti daljšega obstoja. Kako pa je z objekti zgrajenimi pred letom 1967? Ostaja pridobitev gradbenega dovoljenja za te starejše objekte torej? Novi gradbeni zakon ohranja možnost pridobitve pač potrdila, da so za objekte, ki so pač zgrajeni in vpisani seveda v kataster stavb pred 31.12.1967. Tako je pač možno pridobiti potrdilo, da ima objekt uporabno dovoljenje po zakonu samem. Gospa Simona Karo Gajšek, kaj pa recimo pomeni za investitorje, če je med gradnjo prišlo do recimo odstopanj od gradbenega dovoljenja? Kako potem postopati v tem primeru? Ja, zdaj pač novi gradbeni zakon ima majčkeno več toleranc, saj kar se tiče tlorisne in pa višinske kvadrature oziroma pač tlorijskega in višinskega gabarita, kjer je možnost odmika do 0,3 metra. In pa seveda, če so v okviru manjših sprememb ta odstopanja, ki jih je možno, ki so še vedno skladna s prostorskimi akti in pa da je objekt še vedno izpolnjuje bistvene zahteve, potem je to pač možno pokriti z projektno dokumentacijo v PIT fazi, vkolikor so pa te spremembe večje.
kadar je za spremembo lokacijskih podatkov ali so gabariti preseženi od tolerance, takrat je pač potrebno pridobiti novo gradbeno dovoljenje oziroma pač spremeniti gradbeno dovoljenje. Kdaj recimo se lahko naše gledalke, gledalci obrnejo na vas, ko želijo kakšne informacije? Zdaj v tem trenutku recimo, s katerimi vprašanji največkrat pridejo do vas? Ja, trenutno je najbolj popularna legalizacija teh neskladnih ali pa tako imenovanih črnih gradenj, ne. Zdajle pač zakon tukaj majčkeno več dopušča, a ne. Res je, da je pri legalizaciji, kadar ne gre za objekte pred letom 1998 kot objekti daljšega obstoja, se pravi za legalizacijo po 114. členu, potrebno pridobiti tudi mnenje dajalcev, vendar je to pač možno narediti po, bom rekla, tako skrajšanem postopku, ne? Da hitreje pridejo do v bistvu legalnega objekta in do dokumentacije, ki izkazuje dejansko stanje na terenu. Gradnja kot taka zna biti tudi stresen dogodek, nanj se je treba še toliko bolje pripraviti, biti seznanjen, seveda z vsem, z legalizacijo in podobnimi stvarmi. Dobro je poznati vse in dobro se je pozanimati, preden stopimo v te čevlje, kaj ne da? Ja, seveda. Mi smo pač na voljo vsem investitorjem, ki imajo kakršnakoli vprašanja, da lahko najdemo skupaj neko najbolj pametno rešitev, a ne, za legalizacijo, kajti vemo, da z novim zakonom ni možno, vkolikor objekti niso legalni, niti pridobiti hišne številke, niti izvršiti prodaje, ne. Tudi priključitev na komunalno infrastrukturo ni možna z novo gradbeno zakonodajo. Gospa Simona Garo Gajšek, hvala lepa za vse današnje nasvete, ki verjamem, da so našim gledalkam, gledalcem več kot prišli prav, za vse ostalo pa torej so vabljeni, da pridejo v podjetje Kova in da se pozanimajo in na 4 oči vprašajo še, kar jih zanima. Hvala lepa in srečno. No, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, mi pa v nadaljevanju še k reportaži. Osnovna šola Šmartno je praznovala čestitljivo obletnico, več o vsem tem kolega Bogdan Rahten, ki je bil na samem praznovanju, potem pa za konec le še upravna enota Celje in njen načelnik Damjan Vrečko. Lepo se imejte do prihodnje srede, ko se spet srečamo v studiu televizije Celje. Srečno! V Šmartnem v Rožni dolini se lahko pohvalijo z 200-letno tradicijo šolstva. Čestitljivi obletnici so v tamkajšnjem domu krajanom namenili posebno prireditev, ki jo je obiskala tudi državna sekretarka. Kako pomemben dogodek je ta 200. obletnica vaše podružnične šole, kaže tudi ta nabito polna dvorana tega doma. Poln avditorij je imel priložnost spremljati kulturni program, ki so ga s svojimi nastopi oblikovali otroci domače šole. V tem šolskem letu imajo v Šmartnem, kjer se otroci šolajo do vključno 6. razreda, 45 učencev, v vrtcu pa 38 otrok. Šola, ki sodi na območje celjske občine, pa je podružnica Matice v Vojniku. Podružnična šola ima eno veliko prednost in to je medsebojno povezovanje otrok, medsebojna pomoč. Mlajši otroci se učijo od starejših, starejši se pa tako učijo odgovornosti. Tamkajšnja šola je bila v zadnjem obdobju deležna nekaterih pomembnih pridobitev. Leta 2017 in lanskem letu 2018 se je naredilo nekaj sprememb in sicer v notranjosti šole smo pridobili nekaj prostorov, saj se je število otrok, vrtčevskih otrok tudi povečalo, zato smo prvo nadstropje namenili samo šolskim prostorom, pritličje pa je trenutno namenjeno vrtčevskim otrokom. V letu 2018, konec šolskega leta 2017-18, smo pa preuredili tudi jedilnico, tako da je zdaj veliko bolj prijazna in veliko bolj tekne otrokom vsako kosilo. Seznam želja je še kar velik. V preteklih obdobjih je občina Vojnik zelo veliko postorila. Kot ste že slišali, menjava kritine, menjava oken, čaka nas še menjava stavbnega pohištva. V preteklem šolskem letu smo zaradi potreb vrtca pridobili dodatne prostore v pritličju šole. Posledično pa smo morali preurediti prvo nadstropje šole. Nekoliko smo prezidali, predelali, tako da imamo zdaj vsi dovolj
prostora in boljše pogoje seveda za naše vsakdanje delo. Kako pa se vojniška ravnateljica kosa z medobčinsko noto njenega dela? Jaz se lahko pohvalim, da kaj veliko več birokracije nimamo, predvsem zaradi tega, ker zelo dobro sodelujemo z zdajšnjim županom Celjske občine, z županom občine Vojnik, z sodelavci župana, s kabinetom za družbene dejavnosti občine Celje in občine Vojnik. Tako da zaradi tega nekih dodatnih težav ni, vsekakor je pa potrebno nekoliko več pogovorov, sodelovanja, to pa ja, ampak tega smo mi navajeni. Imamo 3 podružnične šole in centralno šolo v Vojniku in za vsako je potrebno podobno skrbeti. Tako da dela je toliko kot na ostalih šolah. S povezanostjo skupnosti v Šmartnem je zelo zadovoljna tudi tamkajšnja krajanka, sedaj drugo ime celjske občine. Takele stvari, ko se vračaš v šolo, podružnično osnovno šolo, to je vedno ti toplo pri srcu, še posebej, ko vidiš, kako krajani živijo s to šolo, kako so povezani in to ti res da eno toplino in to ti da dodatno veselje in seveda zagon, da še naprej vlagaš v to in vidiš še večjo prihodnost tukaj. Krajani so tu, kot sem rekla, izjemno povezani tudi z župnijo in prazniki so tukaj vedno nekaj posebnega in prijetni. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Poslovne prostore z lastnimi parkirišči imajo na dostopni lokaciji nasproti glavnega vhoda v celjski sejem. Posredujejo pri prodaji vaše nepremičnine, svetujejo in odkupijo vašo nepremičnino, sestavijo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujejo ter še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Športna, prostorna, tehnološko dovršena. Nova Honda Civic, že od 17.990 €. Gradite, prenavljate, strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Kako pravilno lepiti keramiko? Pri polaganju keramike razmere niso vedno enake, zato je potrebno s prstom preverjati nastanek kožice na površini nanesenega lepila. Lepilo nanesemo na toliko površine, kolikor ploščic lahko v tem času prilepimo. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav na Dobrni. Vsak dan nudijo pestri izbor malic, kosil in a la carte ponudbe. Za kvalitetno ponudbo skrbijo tudi z izborom lokalnih dobaviteljev živil, zelenjavo pa pridelujejo na domačem vrtu. V lepo opremljenem ambientu hotela in gostilne Triglav bodo svoj prostor našle tudi zaključene družbe do 70 ljudi, v moderno opremljenih sobah in apartmaju pa si lahko privoščite mirne počitnice ali pa poskrbite za namestitev vaših poslovnih partnerjev. Na Dobrno z razlogom. Hotel Gostilna Triglav. Če se smejiš, se smej. Če plešeš, pleši. Pleši do zadnje minute. Če tečeš, teci. Brez zadržkov. In če voziš, vozi. Dlje. Višje. Novi RAV4. 100% hibridna moč. Kako poteka izbris samostojnega podjetnika iz Poslovnega registra Slovenije? Izbris iz Poslovnega registra Slovenije lahko podjetnik uredi preko točke spot registracija ali sam
z digitalnim potrdilom prek portala e-Vem najmanj 3 dni pred datumom zaprtja. Prijavi za izbris mora predložiti objavo o prenehanju opravljanja dejavnosti, ki jo je vsaj 15 dni pred datumom prenehanja opravljanja dejavnosti objavil na spletnih straneh AJPES-a. AJPES izda podjetniku sklep o izbrisu samostojnega podjetnika iz poslovnega registra Slovenije. Podjetnik mora po izbrisu iz poslovnega registra Slovenije urediti: v roku 8 dni od dneva izbrisa se mora odjaviti iz obveznih socialnih zavarovanj. V roku 60 dni mora oddati na davčni urad zaključne bilance in na banki zapreti poslovni račun. Kakšna je razlika med SP in popoldanskim SP? Izraz popoldanski SP ni pravno veljaven termin. Uporablja se le zaradi lažje komunikacije in ustaljene prakse. Popoldanski SP ima lahko le oseba, ki je pri nekem delodajalcu v delovnem razmerju za polni delovni čas, to je 40 ur na teden, in mu le-ta plačuje prispevke za socialno varnost. Pravni status SP in popoldanskega SP je enak, med njima torej ni razlike. Enake so tudi njune dolžnosti in pravice. Razlika je le v plačilu prispevkov za socialno varnost, ki so pri popoldanskem SP-ju bistveno nižji. Minimalni prispevki za SP znašajo za leto 2018 372,91 evra. Minimalni prispevki za popoldanski SP pa znašajo za leto 2018 68,27 evra. Postopek spremembe iz SP-ja v popoldanski SP pa je naslednji. SP se z obrazcem M2 8 dni ali dan pred napovedanim datumom zaposlitve pri delodajalcu odjavi iz zavarovanja, polni SP tako postane popoldanski SP. Naslednji dan delodajalec z obrazcem M1 prijavi zaposlenega v zavarovanje na Zavodu za zdravstveno zavarovanje. SP sporoči spremembo FURS-u zaradi spremembe višine prispevka za socialno varnost. Lahko pa delodajalec prijavo in odjavo uredi hkrati samo tako, da zavodu predloži z M1 obrazcem tudi M2 obrazec, podpisan s strani podjetnika. Kako je z registracijo gospodarske družbe? Podjetnik se registrira z vpisom v poslovni register Slovenije, s kratico poimenovan PRS. Storitve za samostojne podjetnike, ki se lahko opravijo na točkah spod registracija, so naslednje. Registracija samostojnega podjetnika, torej vpis v poslovni register Slovenije. Prijava sprememb podjetnika v poslovni register, izbris podjetnika iz poslovnega registra, prijava podatkov v davčni register, oddaja zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV, prijava, odjava, sprememba samostojnega podjetnika, delavca in družinskih članov v obvezna socialna zavarovanja, pridobitev obrtnega dovoljenja za samostojne podjetnike, prijava prostega delovnega mesta in tako dalje. Dokumenti, ki jih potrebuje bodoči podjetnik na točki spod registracija za vpis v poslovni register Slovenije, pa so naslednji. Veljavni osebni dokument, davčno številko, vkolikor bodoči podjetnik ni sam lastnik objekta na poslovnem naslovu, potrebuje overjeno izjavo lastnika objekta, s katero le-ta dovoljuje poslovanje na tem naslovu, in podatke o zastopniku, vkolikor ga bo imenoval, ter zastopnikovo pismeno soglasje. Če poda prijavo za vpis SP v poslovni register Slovenije preko pooblaščenca, mora predložiti overjeno pooblastilo. Podatki, ki jih mora bodoči podjetnik vedeti za vpis v poslovni register Slovenije, pa so naslednji. Datum registracije, to je vpisa v poslovni register Slovenije,
ime firme, poslovni naslov, kontaktne podatke, podatke o zastopniku, dejavnosti, ki jih bo upravljal, podatke za podružnico, vkolikor jo bo imel, in podatke za prejemanje pošiljk oziroma pošte. Samostojni podjetnik lahko prične z upravljanjem dejavnosti, ko je vpisan v poslovni register Slovenije, ko je izpolnil vse posebne pogoje za upravljanje dejavnosti, ki so predpisane v področni zakonodaji, torej v odvisnosti od vrste dejavnosti, ki jo bo upravljal, ko je vpisan v davčni register, ko je prijavljen v socialna zavarovanja, to je tako imenovani M1 obrazec, in ko odpre poslovni račun na izbrani banki.